Lep pozdrav vsem gledalcem in gledalkam, pa tudi vsem novinarjem v studiu TV Slovenija. Nadaljujemo s ključno temo zadnjih dni, tako v Sloveniji kot v Evropi. Pogled Evropske komisije na strategijo postopnega sproščanja omejevalnih ukrepov je včeraj predstavila njena predsednica Ursula von der Leyen. Pozvala je k koordiniranim in postopnim odločitvam držav članic, ki naj temeljijo na znatnem zmanjševanju in stabiliziranju širjenja bolezni v daljšem obdobju. Zadostnih zmogljivosti zdravstvenih sistemov, večjih zmogljivosti testiranja za hitro odkrivanje in izoliranje okuženih in možnosti sledenja stikom za boljši nadzor nad širjenjem virusa. Vse navedeno je povsem v skladu s ključnimi elementi slovenskega izhodnega načrta, ki jih je že pretekli teden opredelila tako slovenska zdravstvena stroka, kot tudi predsednik vlade Janez Janša v svojih nastopih. Slovenija je s sproščanjem ukrepov že pričela. Seveda pa moramo biti ob tem zelo previdni, zelo previdni. Če bi želeli preveč prehitro, bi se lahko širjenje virusa spet pospešilo in ponovno bi bili primorani, da stopimo močan in mučen korak ali dva nazaj po poti, ki smo jo tako težko prehodili. Naj navedem eno samo tako plastično primerjavo. V Belgiji, kjer je sedež Evropske unije, sam sem bil tam 14 let kot evropski poslanec in kot veleposlanik pri NATO, imajo do danes že 4440 mrtvih. Preračunano na delež prebivalstva v Sloveniji bi imela po belgijskem scenariju Slovenija do danes že več kot 800 mrtvih. Pa jih imamo le 61. Vem, da se čudno sliši le 61, ampak v primerjavi z Belgijo lahko rečemo le 61. Razlika je očitna. Pri nas ukrepi delujejo, ker se jih tudi vsi držimo. Pomembno se je tudi zavedati, da sproščanje omejevalnih ukrepov nikakor ne sme sovpadati tudi s sproščanjem naše odgovornosti, našega ravnanja, našega doslednega spoštovanja. Ravno nasprotno, vsak korak v smeri sproščanja ukrepov mora spremljati še boljša pozornost vseh nas, da razdamo zaščitno, da še bolje pazimo na naše ravnanje, da se ne okužimo sami in da ne okužimo drugih. Če bomo na ta način sami vse bolj nadomeščali ukrepe, ki bodo sproščeni, bo naša vrnitev v običajno življenje, običajna pod narekovaji, zagotovo veliko hitrejša. Ob tem velja še enkrat poudariti, da lahko virus širimo tudi, ko nimamo simptomov. Ravnajmo torej tako, kot če bi bili vsi, vi in jaz, vsak posebej okuženi. Vlada je včeraj na dopisni seji izdala nov odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih, ki dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja. Odlok prične veljati 18. aprila. Vse podrobnosti pa bo pojasnil minister za notranje zadeve Alojz Hojs. Minister bo na voljo tudi za vprašanja novinarjev, ker pa mora minister v kratkem na novo nujno obveznost. Vsi veste, da imamo popoldan predvideno tudi sejo vlade in pripravljamo vse potrebno za uspešno izvedbo te seje in tudi za pomembne odločitve. Bo število vprašanj zanj omejeno na 3. Zato se zahvaljujem tudi novinarjem za to razumevanje, pa prosim, da dokler razlaga naredite izbor 3 vprašanj, na katera bi lahko odgovoril, potem pa nas bo zapustil. Hvala lepa, gospod minister, zdaj pa prosim za nastop. Dober dan, spoštovane državljane in spoštovane državljanke, Slovenci in Slovenke. Torej, tako kot je naš govornik, gospod Jelko Kacin že povedal, je Vlada Republike Slovenije na včerajšnji dopisni seji sprejela nov odlok o začasni omejitvi gibanja. Ta odlok sledi
našim napovedim in pa seveda sledi priporočilom in ugotovitvam zdravstvene stroke, kaj, kako in v kakšnih rokih bomo sproščali tisto, kar bo v naslednjih dneh, tednih, upam, da ne mesecih mogoče. Sprememba tega odloka je narejena v 3 ključnih sklopih, zato bom povedal bistvo te spremembe. Vse, kar je veljalo že do sedaj, velja tudi vnaprej z naslednjimi izjemami. V odloku smo eksplicitno napisali, da ta odlok avtomatsko sledi vsem sproščanjem, ki jih bo v naslednjih dneh pripravil minister za gospodarstvo ali minister za zdravje. Z drugimi besedami povedano, ko se sprosti dostop do cvetličarn ali vrtnarij, ali ko se bo sprostilo izvajanje tehničnih pregledov ali karkoli drugega, to avtomatično za sabo potegne to, da tega odloka ni potrebno spreminjati in to avtomatično velja od sobote dalje. Druga ključna sprememba, ki jo je v tem odloku sprejela vlada, je prepoved omejitve gibanja iz občine v občino za vse, ki imate, posedujete ali razpolagate, imate v najemu, ste zakupniki ali kakorkoli drugače upravljate z vašo nepremičnino ali objektom, tudi premičnino. Torej, soboto v polnoči se sprošča gibanje med občinami za vse tiste, ki želite kaj postoriti na svojem vikendu, za vse tiste, ki imate njivo, ki bi jo bilo potrebno obdelati v drugi občini, sadovnjak ali karkoli drugega, kar morate nujno postoriti v sosednji občini. V ta namen smo skupaj z odlokom pripravili tudi ustrezno izjavo. Ta izjava bo objavljena na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve in na spletnih straneh informacijskega centra. Prav tako pa so vsi tisti, ki v teh klicnih centrih v teh dneh delajo po 10 in več ur na dan, danes in jutri detaljno informirani za podajanje informacij vam, spoštovani državljani in državljanke, tako da se do sobote lahko na novo izvajanje odloka ustrezno pripravimo. Torej, kaj bo zajemala ta izjava? Ta izjava bo zelo preprosta. Na njej boste zapisali vaše ime, priimek, napisali boste, od kje in kam potujete in v 3-4 alinejah napisali tudi to, kakšen je namen vašega potovanja. Želimo, da v izjavo zapišete tudi to, koliko dni se nameravate zadrževati na vaši novi lokaciji. To gre predvsem za to, da sami ocenite, za koliko časa boste imeli vaše bivanje na novi lokaciji brezskrbno, kajti ocenjujemo, da je nujno in da je potrebno, da se zavedate, da ob tem, ko prehajate z občine v občino, v občini, kamor prihajate, še zmeraj ni dovoljeno dostopati do trgovin, do vseh drugih izjem, ki so sicer dovoljene v vaši osnovni občini prebivanja, ravno zaradi tega, da populacije znotraj občin ne mešamo. Želimo si namreč, in zdravstvena stroka stoji za tem, da v primeru prehoda iz točke A na točko B ne povzročamo novih potencialnih žarišč, da sami nismo potencialni prejemniki koronavirusa in da seveda ostajamo v tistih območjih, ki so naša privatna lastnina. Tretji sklop spremembe tega odloka se navezuje na sproščanje določenih športnih aktivnosti v posamezni občini. Zaenkrat so te aktivnosti še vedno dovoljene zgolj v posamezni občini. Dovoljujejo pa izvajanje vseh tistih športnih aktivnosti, tudi če niso samostojne, torej tudi če boste igrali tenis, igrali golf, balinali ali kaj podobnega, te omejitve ni več. Torej, ta odlok se omejuje oziroma napotuje, da lahko izvajate športne aktivnosti, kjer niste drug drugemu vsak sebi, kar pomeni, da še vedno ne izvajamo kolektivnih športov, kot so nogomet, košarka, rokomet ali kaj podobnega, odprti pa so vsi drugi športi. Ob tem bi rad posebej izpostavil eno dejstvo, glede na to, da je v večini teh športov, ki se bodo začeli izvajati ali pa so se izvajali, spremljevalni del teh športnih parkov ali pa teh igrišč tudi gostinska ponudba, torej običajno je tako ob
prostoru za balinanje ali pa ob teniškem igrišču ali pa ob igrišču za golf tudi ponudba gostinstva, torej pijače, jedače in podobno. Torej ta ponudba se ne odpira. Še enkrat na vas naslavljam prošnjo in seveda poziv, ponudba gostinstva se kljub temu, da se športne aktivnosti dovoljujejo, ne odpirajo. Ta ponudba zaenkrat ostaja zaprta, kajti vztrajati moramo na tem, da se tudi v naslednjih dneh, tednih ne družimo tako, kot smo bili navajeni v preteklosti. S tem bi nekako zaključil to ključno predstavitev tega odloka. Mislim, da so stvari izjemno jasne, preproste in da v primeru kakršnih koli nejasnosti so odprte naše telefonske linije, kakor tudi spletne strani ministrstva. Na razpolago smo vam, spoštovani državljani, za vse odgovore oziroma nejasnosti. Bi pa rad z tega mesta danes spregovoril tudi 2-3 besede o odgovoru na ustavno pobudo. Torej, kot veste, je Ustavno sodišče danes začelo z presojo ocene ustavnosti, ki so jo posredovali meni zaenkrat še neznani pobudniki. Mi na ministrstvu smo to pobudo dobili v anonimizirani obliki, torej tam se ne vidi, kdo je pobudo oddal. Ustavni sodniki bodo presodili, ali je ta pobuda dejansko anonimna ali pa je samo anonimizirana. Torej, obstaja možnost, da je zgolj anonimizirana in o tem, kdo je pobudo oddal, vedo v tem trenutku samo ustavni sodniki. Pričakujem pa, da bomo o tem, kdo je pobudo oddal, na koncu zvedeli tudi državljani. Pa ne zaradi tega, da bi nasprotovali taki pobudi, živimo v demokraciji, živimo v ustavni republiki, torej v republiki, ki je nekako konstituirana z ustavo in je seveda možno uporabljati vsa ustavna sredstva. Vendarle pa tudi mene kot državljana, ne samo kot ministra, nekako zanima, kako je mogoče, da je do take pobude v tem trenutku sploh prišlo. Rad bi povedal, da je vlada na včerajšnji dopisni seji sprejela tudi odgovor na to pobudo. Ta odgovor se sestoji iz 3 ključnih točk oziroma 3 ključnih sklopov. Eno je navedba, zakaj smo se odločili za ta ukrep, drugo so ocena stanja, torej nekako je opisano, kaj je ta ukrep po naši oceni prinesel, seveda bolj po oceni zdravstvene stroke kot naši, torej strani Ministrstva za notranje zadeve. Torej fokusirali smo se v oceno zdravnikov, zdravstvenega osebja, ki so nedvomno ta ukrep podprli. In pa tretji del, v katerega je omenil že gospod Kacin, pa je seveda mednarodna primerjava, zato da bodo tudi ustavni sodniki lahko na zelo skrčeni in nekako faksirani, se pravi v zelo skoncentrirani obliki videli, da nismo nobena izjema, obratno, da smo po vsej verjetnosti celo izjema v tistem delu, kjer smo ljudem dopustili več kot nekatere druge države.